da lahko danes na gimnaziji Novo mesto pozdravimo gospoda predsednika države, gospoda Boruta Pahorja. Zelo veseli smo, da ste želeli obiskati našo šolo. V soboto, 6.4.2013, je dijake novomeške gimnazije obiskal predsednik Republike Slovenije Borut Pahor. Gospod predsednik se je najprej srečal z dijaki podjetniškega krožka, ki so predstavili svoje aktivnosti in uspehe na tem področju. Na današnjem slovenskem prostoru. Mehna četica, velike sanje. In bom za na konc si drzno reči, pa uporabiti vaše besede. What a day. Tako, najlepša hvala, ker ste s tem svojim obiskom v bistvu počastili nas in nam pokazali, da smo na pravi poti. Osebno ne obstaja, ampak obstaja. Dijaki so pod mentorstvom Matije Gollerja tako doma kot v tujini poželi številne uspehe. Mi moramo v naših šolah odpreti vrata podjetništva in podjetnosti. In zato tiste stvari, ki jih bomo danes slišali, želim, da bodo prerastle tudi drugod. Svoje dosežke so vodje startup podjetij povzeli v kratkih predstavitvah svojih dejavnosti. Mi smo se odločili, da ne bo ostalo samo pri ideji, ampak smo dejansko to realizirali. Šli smo na tekmovanje Ljubljana Startup, kjer so tekmovali v bistvu sami študenti ali pa diplomanti. Eni so imeli celo doktorat iz Oxforda, iz ekonomije. No in mi smo bili tam edini dijaki, ki smo bili čisto prestrašeni. Uspeli smo dobiti ene programerje in smo stvar v bistvu uresničili. In nastal je prvi prototip, preko katerega smo lahko pomerjali očala in to virtualno. Ko sem dolga ura preživela z računalnikom in iskala najcenejšo pot, kako prije do Irske. Zdaj, jaz nimam denarja, da bi si privoščila neka luksuzna potovanja, ampak me pa zelo zanima raziskovanje drugih dežel. In tako sem z milijon nešteto različnimi zavihki na internetnih straneh iskala lokalne prevoznike, kako priti iz Novega mesta pa do Irske. In takrat mi je prišlo na misel, zakaj pa naj bi mi naredili ene spletne strani, ki bi združila 4 različne prevoze, to so avtobusi, avtomobili, vlaki in pa letala. In ta iskalnik bi ti najdel najcenejšo možno pot od točke A pa do točke B. Tako da v bistvu so sestavili spletni portal, ki povezuje 3 skupine. Prvo so prostovoljci, drugo so nevladne organizacije, ki nalagajo delo, in tretje so podjetja, ki sponzorirajo celoten projekt. V bistvu prostovoljci opravljajo delo in zato prejmejo nagrado. Se pravi, posameznik opravlja 3 ure dela in te 3 ure se mu pretvorijo v točke po sistemu. 1 ura je 1 točka in te točke lahko kasneje zamenja za nagrade. In to delo je v bistvu zato dobro, ker ga lahko opravlja prek več različnih organizacij in ni točno osredotočen, koliko ga bo opravljal, ampak lahko ga opravlja primer 1 uro, 1 dan, 1 teden, tako da se lahko sam izbere, koliko časa ga bo izberal. Mladi podjetniki so se nato v skupinah pomerili v grajenju stolpov iz testenin, pri kateremu se je pokazala inovativnost skupine. Matija me je pozorila, da naj povem, da ne zmerejo ti stolpi iz stropa, ker se tudi to dogaja. Ja, poletke. So pa vsi isti, tako da je okej, v mislu, da imamo kakšno protekcijo. Tako da časa imamo 10 minut. Kaj se še Daš mi se v tega? Čist, to je res komunija in spremlja. Pridružil se mi je tudi gospod predsednik. Še 3 minute! 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Vsi stran od stolpov. Zavesljivost na drugi. Večkana.
ki je svojo ekipo popeljal do drugega mesta. Mislim, mi smo samo iz uvidevnosti drugi. Mi smo natančno to mislili. Glavna lekcija, ki jo pa mi, podjetniki, jemljamo ven iz tega je, boljše bodo tiste skupine, ki bodo prej testirali. Običajno zmagajo tisti, ko dajo prej bombon gor, kot pa šele v zadnjem trenutku, tako se je vam zgodilo in se zadeva sesula. Po tekmi je sledil še pogovor s podjetniki, v katerem se je kabinet predsednika republike podrobneje seznanil z delom dijakov in njihovimi načrti za prihodnost. Farmacija, okej. Vi se morate misliti, kaj si pa misli, da pa pričalci, če bi jaz rekel, ne, jaz sem pa danes dijak, ki je gradil stol špagetov, ne. Reki, prijeti, se pa plačujemo tega tipa, ne. Ne, povredno. Vse navadne stvari vzimljeno niso tako nenavadne, ne. Imajo svoj smisel. Če ne zdaj, pa ne se prav najprašal. Mi moramo opolnomočiti to generacijo, da si upa svoje projekte dati na plan, da si upa povedati, kaj bi si to želeli in da potem naredijo še tisti korak naprej, kjer največ ljudi pade. Vse to, da dejansko premaknejo svoje, pod narekovaji, lene riti in nekaj potem tudi sebe naredijo.